Živijo, dobrodošli spet nazaj na Džunglin kanal, jaz sem Kaja Solo in danes bomo govorili o šoli. Ja, včeraj je bil 1. september, upam, da ste uspešno zakorakali v novo šolsko leto. Jaz nisem že 6. leto zapored, ampak sem se odločila, da naredim en tak video, v bistvu, kako bi izgledal en moj prvi šolski dan. Pa dajmo odgovoriti še na par najbolj popularnih vprašanj, tudi imam pripravljene in zdaj gremo pogledati, kaj v bistvu vas zanima o tem, kakšna sem bila jaz v šoli. Prvo vprašanje, na katero šolo sem sploh hodila. V osnovno šolo sem hodila na osnovno šolo Šoštanj. V bistvu prve 2 leti sem hodila na osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha, zaradi tega, ker je bila še prejšnja, pa so jo podrli in so naredili osnovno šolo Šoštanj. Zdaj je spet Karla Destovnika Kajuha, ampak do tistega leta, ko sem jaz hodila, je bila osnovna šola Šoštanj. Se vedno kdo najde, da me pa popravi. But it's not true, osnovna šola Šoštanj je bila. Na srednjo šolo sem hodila pa na šolski center v Velenje, na elektro- in računalniško šolo, bila sem v programu računalniški tehnik. A bi se še enkrat odločila za isto, a sem bila jaz zadovoljna, a je bilo to za mene, ne bomo, ker najbrž ne. Definitivno ni bila šola za mene, pač jaz sem jo naredila zato, da imam zdaj izobrazbo in bi se definitivno, če bi se še enkrat odločila, bi izbrala kaj drugega. Ko sem bila jaz v šoli, dejansko sploh nisem bila tako popularna. Jaz sem bila ta največji loser v razredu, vsi so me skozi zafrkavali, bila sem bullied, bila sem vse sorte in zaradi tega tudi nimam interesa iti na kakšne srečanje z mojimi bivšimi sošolci. Ampak je pa vseeno bila ena izkušnja, ko me je izoblikovala v to, kar sem danes. I guess sem hvaležna za to izkušnjo, ali pa tudi ne. Sovražila sem šolo zaradi sošolcev. Kako sem se jaz sploh odločila za računalniško, oziroma kako sem se odločila pač na katero smer bom šla v srednji šoli. V bistvu, moj ati dela na računalniški šoli v Velenju in sem šolo že dosti dobro poznala in sem vedela pač približno kakšna je. Poznala sem že veliko ljudi in sem se v bistvu bolj kot ne na podlagi tega odločila za to šolo. Pa tudi ja, takrat so me računalniki zanimali, mislila sem, da me bojo pa začeli še bolj, ampak sem spoznala, v bistvu je bila tudi ena lekcija, da me pač v bistvu to ne zanima toliko, kot sem mislila. Sicer rada delam reviewje, rada se ukvarjam še vedno s tehnologijo, ampak definitivno pa nisem za programiranje in zato mi šola ni šla, ker pač na računalniški šoli niso samo igrice, v bistvu sploh ni igrc, pač pa večino časa samo programiraš in programiranje, vsaj meni ni bilo nikoli jasno, pa ogromno je bilo matematike na šoli in ja, to pač meni ni šlo. S tem prijemo do naslednje teme. V katerih predmetih sem bila dobra, v katerih predmetih sem bila slaba. Jaz sem bila ful dobra v angleščini, v slovenščini, glasba, likovna, zgodovina recimo. Če bi se malo bolj zgodovino učila, bila še malo boljša. Zdaj me zgodovina bolj zanima, takrat me ni toliko. Slaba sem bila pa v matematiki, v fiziki, v kemiji, v biologiji, vse te stvari pa meni ful niso šle. Ampak naj poudarim, da s tem ni nič narobe, zaradi tega, ker vsak človek je unikatno, vsak ima svoje interese in pač meni je bila vedno angleščina bolj v interesu. Še danes mi je, oziroma jeziki so me vedno ful bolj zanimali, pa glasba, pa umetnost nasploh, to so bile moje stvari, tako da res na šolo sem malo falila. Sem pa definitivno hvaležna, da sem jo vseeno naredila, zaradi tega, ker izobrazba oziroma pač, ker na koncu vseeno računalniški tehnik je dosti spoštovan poklic, teda imam na koncu vseeno nekaj od tega. Nisem šla čisto gliza brez veze. Kateri je pa moj najljubši predmet? Moj najljubši predmet je bila definitivno angleščina. Jaz sem angleščino oboževala, zaradi tega, ker mi je pač že od nekdaj šla. Jaz sem se v bistvu začela angleško učiti že v mali šoli. Se pravi, sem bila stara, jaz sem s 5 leti šla v osnovno šolo, se pravi, sem bila 4 leta stara in sem začela učiti angleško. Teda mi je v bistvu res kot prvi jezik in mi je bilo vedno ful easy in pač sem se naredila z levo roko, tako da mi je bila definitivno angleščina pač najljubša. Pa vedno sem se ful razumela s profesoricami za angleščino. To so bile vedno moje najljubše profesorice. Moj najslabši predmet je pa definitivno bila matematika. Mislim, okej, v osnovni šoli mi je še neko šlo. Smo imeli enega profesorja, ki je bil ful prijazen in smo se imeli fajn. V srednji šoli tisti, ko hodite na Erš, boste vedeli, o kom govorim, ampak ogromno smo imeli ene domače naloge. Jaz nisem bila glih najboljša v domači nalogi. In nisem bila dobra ne v matematiki, ne v domačih nalogah in profesorica me je sovražila. Bila je še naša razredničarka povrh, tako da res ni bilo fajn. Ja, pač njej se nikakor ni dalo dopovedati, da nekateri so dobri matematiki, nekateri pa pač nismo. In jaz sem definitivno bila ena izmed tistih, ko sem rabila najmanj 15 razlag ene snovi, da sem približno razumela, o čem se gre. Ker pač ker sem rekla, jaz sem za jezike, ne za matematiko in ja, njej to ni bilo jasno, da se nikoli nismo razumeli. Da matematika, vse ostale predmete sem še nekaj preživela, matematiko pa komaj. Vsake počitnice sem samo domače naloge delala. It was awful. Ne bom
groza. Naslednje vprašanje je ful dobro, kako sem se jaz učila? Ogromno. Jaz po moje nisem za to klasično učenje, da pač si ful hitro zapomnim stvari. Jaz sem probala najmanj 15 različnih tehnik učenja, risala sem si, poslušala sem, napisala sem si na roki, napisala sem si na računalnik, učila sem se skupaj z mamo, vsi so me sprašvali, ne vem kaj vse, ampak pač če mi ene stvari niso šle, mi niso šle. In nimam ene tehnike, ko bi rekla, to je pa zdaj glavni način, kako sem se jaz učila, zaradi tega, ker pač mi ni šlo, ok? Jaz nisem bila tako dobra v šoli. Sem vseeno zgurala, potrudila sem se, da sem res vse naredila do konca, nikoli nisem imela popravcev, res sem se trudila, da nisem imela enk na koncu, popravci so bili mnogo pri meni, je pa bilo vseeno težko. In če sem pač se marsičemu odpovedala zaradi tega, da sem se učila, sem se pač. Nažalost pa res nimam ene tehnike, ko bi jo zdaj lahko prodala, kako se učiti. Mene pa najlažje je bilo recimo, da sem si narisala. To je bila ena taka stvar, da sem si zapomnila stvari, recimo. A sem bila v šoli popularna? Daleč od tega. To vedno dobimo vprašanje. Jaz sem bila ziher v šoli vedno popularna. Daleč od resnice, kakor sem rekla, jaz sem bila loser. Noben me ni maral. Jaz nisem hodila na nobene žure, nisem se družila. Mogoče sem bila kdaj povabljena na kako kavo zraven, ampak še to bolj kot ne iz obveznosti. Olej, smili se nam, naj gre zraven. In se večino časa sem se držala za sebe. Ogromno sem brala knjige, vsak odmor sem bila sama, med malco sem bila sama, na kosilo sem hodila sama. Mogoče sem imela eno frendico v prvem letniku. Imela sem sicer fanta, ampak to je čist druga zgodba, ampak v glavnem nisem bila popularna. Teda tudi če vi niste, tudi iz tega se da nekaj narediti. To ni najbolj glavno v življenju. Pač, če v osnovni šoli in srednji šoli nisi popularen, vseeno narediš marsikaj iz sebe. Kakšne ocene sem jaz imela v šoli? Na maturi sem bila odlična, ampak ne vem, tek do ene 7. razreda sem imela same 5, pol pa niti ne. 7., 8. razred, 4, v 9. razredu že kakšna 3, v srednji šoli sem pa tudi že kako enko kasirala in sem jih popravila, ker vse enke sem popravila, za matematiko malo kasneje sicer, ampak nikoli pa nisem imela popravca, to sem se pa res potrudila. Tudi če sem z 2 naredila, sem končala vse. Definitivno nikoli nisem bila odlična, kakor sem rekla, sem se ful težko učila. Eno zabavno vprašanje, a sem se jaz ličila za šolo? V bistvu v osnovni šoli ne. V 9. razredu sem recimo, da si dala malo maskare gor, v srednji šoli sem iznajdla tale eyeliner, ko ga imam danes gor in v bistvu to je bil en tak moj everyday look v srednji šoli. Nisem pretiravala z make-upom, mogoče v 3. in 4. letniku sem si že devala puder, ampak nikoli pa nekaj ful preveč, ker danes, kakor vidim, koliko so punce namazane na šolo, se mi definitivno zdi preveč. Dajte pustiti svoji koži, da diha, kakor sem vam že prej pokazala, najbolj vaš make-up lahek zaradi tega, ker imate še mlado kožo in pač dajte ji plac, da diha. Naslednje vprašanje, kam pa naprej? Faks ali služba? Jaz sem direkt po srednji šoli šla v službo, v bistvu jaz sem si našla službo kot natakarca, pol sem bila prodajalka, vedno sem nekaj delala in dejansko sem si vzela 1 leto, da pauziram, ampak se nikoli nisem vrnala. Jaz bi drugače mogla iti na grafiko, ampak mi pol na koncu ni tako zanimalo, ker sem najdla YouTube in sem se začela s tem ukvarjati, tako da nikoli nisem pol dejansko razmišljala, da bi šla nazaj in še danes me ne mika, da bi šla karkoli študirati. Tako da point tega je, da ne rabi vsakič študirati. Če najdeš neko stvar, ki te veseli, ko jo pač delaš, jo delaj. Faks je samo en papir. Sicer so službe, ki pač definitivno rabiš faks, ampak ne rabi pa vsakih na faks. Vem, ne učijo več tega, nas tudi na šoli niso, ampak iskreno se da. Sanajte se zaveda, da bo treba prva leta delovne dobe, bo treba pač delati, ker sem rekla. Jaz sem bila 2 leti sem bila kelnerca, 1 leto sem bila prodajalka, preden sem s tem začela in pač tem slabega ni na tem, da začneš takoj po srednji šoli delati. Ker se mi zdi, da dosti stigmatizirajo vse to in se mi ne zdi prav. Delo je cool, ja. Delo je cool. In pa še zadnje vprašanje, malo bolj na easy. Kaj sem delala v prostem času med šolo? Ogromno sem brala, ogromno sem igrala igrice. Kasneje sem pa začela se tudi že malo ličiti, da sem pač v bistvu doma, ko sem bila, sem malo ustvarjala, kaj delam. In pa začela sem YouTube kanal. Jaz sem že takrat mislim, da v 2. letniku srednje, celo v 1. letniku srednje, sem naredila moj prvi video na YouTubeu. Ni priporočam zdaj, ker vsi radite youtuberji, ampak dajte raziskovati svoje hobije, zaradi tega, ker mogoče najdete nekaj, kar vas res veseli. Ne priti domov in se vse pred računalnik in cel popoldan pol se na igrice igrati. Dajte si kak hobi najti, pa ne vem, jaz sem v osnovni šoli sem igrala klavir, kar me še danes veseli in mi je ful žal, da ga nimam, mogoče kmalu. Ogromno sem risala, da me tudi risanje me je veselilo. Pa ja, pač v glavnem hočem reči, dajte probati kaj druga še delati. Najlepša hvala, da ste gledali tale video. Če vam je bil všeč, mi dajte en like, da vas se naročite na Džunglin kanal. Komentirajte, kak je bil vaš prvi šolski dan včeraj, kak ste se imeli, kam ste šli, v bistvu, a ste šli na osnovno šolo, a
ste že šli v srednjo šolo, malo povejte, kako ste se imeli. To je to. Lepo se imejte in veliko se smejte, pa uživajte v šoli in vidimo se naslednjič. Čau!